Danes se nahajamo v centru mesta Maribor, nahajamo se na Razlagovi ulici, ker bomo danes obiskali prav posebnega Mariborčana. Obiskali bomo vsem dobro poznanega slovenskega slavčka. Govorimo seveda o Damjanu Murko, ki nas bo danes pustil v svoj dom. Damjan Murko ni le glasbenik. Je človek z srcem, z jasno vizijo in z vztrajnostjo. Damjan je glasbenik, ki je na slovenski sceni že kar 23. leto. Medijska osebnost, poslovnež, organizator porok, izdal je že 3 plošče in 2 knjigi. Pa si poglejmo, kje živi Damjan. Damjan, na začetku najlepša hvala, da smo lahko danes v gostih v vašem čudovitem domu, v samem centru mesta. Jaz mislim, da smo na eni res tak edinstveni lokaciji. Tvojo kariero bolj ali manj poznamo, jo spremljamo, ne poznamo pa, kje in kako v bistvu živi Damjan Murko. Ja, jaz moram povedati, da ste tudi eni redkih, ki sem dovolil, da pridejo v moje stanovanje. Ampak jaz moram reči tako, da dom je tam, kjer se res počutiš doma. Za vso vnemo, za vsem srcem, za vso dušo, da so vsaka stena prepojena z nečem, da ti res sede in da ko prideš domov, v zavetje doma, da lahko samo pogledaš naokrog in si rečeš, ja, tukaj sem jaz doma, to je moje. Ja, res je. Ja. V bistvu tam, kjer se ti počutiš doma, tam lahko rečeš tudi dom. Ne? Absolutno, absolutno. Jaz moram povedati, da sem se 3-krat v življenju selil, pa nikjer se nisem počutil doma. Ja, In jaz rad rečem, da smo mogoče v življenju tudi malo kupčkali, da smo kupili še kakšno nepremičnino, ampak če se nisem dobro počutil, sem že stremel k temu, da kupim še kakšno. In tukaj sem res doma. Ja. In v center Maribora mi je pa tudi pisal na kožo. Se sem konec koncev lokal patriot. Tukaj niste dolgo, ne? Ne, leto dni. Leto dni. Bi mogoče lahko z nami delil, zakaj ste se odločili, torej, da bi stanovali ravno tukaj v centru mesta? No, tukaj gre za staromeščansko zgradbo, kjer je privdih, bom rekel, starinskega pa modernega. Jaz ne maram samo modernih stvari. Zato sem tudi stanovanje sva ženo tako opremila sama in predvsem tako, da ni preveč teh modernih dizajnov. To mi ni bilo všeč. Center Maribora pa zaradi tega v prvi vrsti sem jaz stremel k temu, ker nimam šoferskega izpita in sem rekel, hočem biti nekje v centru. Tako da, ko smo si pogledala to stanovanje, seveda je bilo veliko še za urediti, Ja. O tem sem uvodoma govoril, da je res treba narediti stanovanje takšno oziroma dom, da se res počutiš tukaj doma. Super, hvala. Ampak kar se tiče tudi samega centra, je tudi kvaliteta življenja drugačna, kadar živiš v centru, ne? Ja, meni so vsi rekli hiša. Stopiš ven, imaš svoj mir, sam svoj gospodar. Ampak jaz nekako ne vidim se v hiši. Ne vem, vsakemu svoje, ampak jaz se ne vidim v hiši in ne bom se nekaj silil, mogoče samo zato, da bom rekel, imam hišo ali pa zaradi nekega statusnega simbola in tako naprej. Ja. Se ne vidim v hiši, tako da jaz sem betonski človek. Tukaj sta si bolj ali manj vse torej naredila po svojem okusu. Ja. Če sem jaz prav razumela, torej se je stanovanje obnavljalo, ne? Tako, čist se je obnavljalo. In to ni hvaležno delo. To je dost vsega sva dala v to, dost sebe, dost idej je bilo potrebnih. Mogoče še zdaj kak detajl po letu dni, še zmeraj opazujem, še zmeraj spremljam, še zmeraj gledam, kaj bi lahko spremenil ali pa izboljšal. Ampak to je zdaj pravzaprav, kar vidite, je približek tega, kar sem si zmeraj želel. Ja, približek, da bi lahko rekli, da tvoja duša notri, ne? Absolutno, absolutno je. V bistvu ima stanovanje res poseben stil.
torej taki pridih staromeščanski, ampak tudi ima neki delček moderne note, ne? Seveda, eno drugo se nekako prepleta in rata potem ena fantastična celota. Veliko sva obiskala tudi galerij, pogledala nekaj umetnin, nekaj jih imam tudi sam, zato ker se mi zdi, da je, pa bova spet rekla, tista duša stanovanja ali pa hiše, naredi ravno to, kar izpopolni zadevo, a ne? Kot takšno. In zelo te male detajle sva gledala, no. Pa potem so bili recimo pri teh staromeščanskih hišah, kjer jaz živim, ti tramovi, ki sva jih pustila, ravno zaradi tega, da je vse naredilo ta pridih, jaz rečem, večnosti. Ja, to je posebno vzdušje, dajo ti tramovi, ne, v nepremičnini. Kaj bi morda v vašem domu, da bi lahko rekli, da nekaj najbolj izstopa oziroma morda je tebi najbolj všeč? Ja, moja zadnja pridobitev, jaz bom kar povedal. Ja. Jaz sem 2 mesece nastajala ena slika. To je naredila ena umetnica z Ukrajine, sicer zdaj živi v Sloveniji. Jezusa Kristusa pod križem. Ne? Kristus Pasijon. Gre za zelo vrhunsko fotografijo, olje na platnu. Gre za veliko ur dela, preciznega dela, gre za visoko umetnost. Ja, gre za visoko umetnost. In so me tako spraševali, ne, kaj bo pa prijatelji rekli, ne, ker je kar močno sporočilna slika. Ne. Jaz se res ne sekiram, to je moje stanovanje, jaz bom imel na steni to, kar bo meni pasalo. Super, ja. Ja, ampak sem pa rekel, mogoče se lahko kdaj poistovetim, ne, ker to, kar sem jaz šel, ves linč, ki sem ga jaz šel, ne, samo zaradi tega, ker delaš nekaj drugače, zaradi tega, ker si malo drugačen, zato, ker nisi puhlica, ker ljudje ne gledajo čez tebe in jim ravno zaradi tega greš na živce. Mogoče sem kakšno vzporednico potegnil tudi s tem, ker se mi zdi, da koliko krivic je bilo mogoče narejenih in konec koncev vsak nosi svoj križ. Res je. Ampak to te dela v bistvu posebnega, drugačnega, edinstvenega, ne? Tako da, kaj bi lahko danes rekel na tem mestu, ne glede na pač vso pot, ki si jo dal skozi, ne? Da zdaj živiš nekako izpopolnjeno in svoje sanje. Ja. Mogoče ravno zaradi tega, ker se mi je uspelo v vseh teh letih ta moj lik, ker to je lik, nekako zgraditi do te meje, da živim v zavesti vsakega Slovenca. Rad rečem, da penetriramo njihove možgane leta in leta, že 20 let, že kakšno leto več. In ta moj stil se je z leti zgradil. Jaz sem se zgradil kot osebnost in tudi moj dom priča o tem, kako sem se zgradil, kako sem želel živeti in zdaj sem tukaj, kjer sem se zmeraj želel biti. Ja. Predvsem je, kar pravim, morda tudi Napoleon Hill, bogati in uspešni ljudje, največja lastnost je vztrajnost. In ti zagotovo vztrajnost imaš. Ja, sem kje zdaj to bogatstvo se sprašujem. Še pride. Vztrajen sem pa zelo in če se nekaj zadam, kar dosežem. Ja. Tako da to je res vrlina, ki jih zelo, zelo malo ljudi premore. In to tudi dela razliko med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi. To pa še nekaj bi rad poudaril. Jaz mislim, da je to, kar si sam, čisto sam z svojimi rokami pridobiš, znaš bolj ceniti. Se pravi, da ni za tabo noben starš, da ni za tabo nek grozen menedžer, da ni za tabo neka trume ljudi, ki skrbijo za tvoj imidž, za tvoje prihodke, za tvoje, se pravi, da si res sam, takrat lahko vse to ceniš. Korak za korakom, nič ni bilo od danes do jutri. Ja. Ampak tako kot sem rekel, pač sem tukaj, ker sem se zmeraj želel biti. In nazaj nočem, naprej me še čaka toliko in toliko stvari, tako da jaz mislim, da z temi idejami, ki jih imam sedaj, sem še lahko 20 let med vami. Ja, super. Res lahko ljudje v bistvu te občudujejo, čeprav tega ne priznajo. Ne? Ja, zdaj se je to sicer že začelo spreminjati, že nekako pridejo, pa čestitajo, pa povejo, ne? Ali pa recimo, meni je to poklon, prej ti nisem maral poslušati, ne? Daj mi avtogram. Ja. Se pravi, vse te stvari zelo so se v zadnjih letih spremenile
Je pa moj lik pač tak, ne biti preveč všečen. Saj zakaj pa konc koncev, ne? Takšni, ki stremijo k popolnosti, pa stremijo k perfekcionalnosti, pa stremijo k temu, da bodo najboljše odpeli, pa najboljše zmeraj izgledali, takih imamo na naši sceni dovolj in niso pristni, ne? Mogoče so pa ravno to začutili moji oboževalci pri meni, da gre za to pristnost, ne? Vsekakor. Tako da, mogoče, če se nazaj na stanovanje, mogoče, kje preživiš največ časa, če bi nam zaupal? Tukaj. Tukaj. Kraljevi stol. Ja. Jaz sem si ta moj kotiček, poleg pisarne, no, sem si nekako zamislil, takoj, čim sem se preselil, sem si zamislil točno ta kotiček, da bo pa moj. Tukaj si napolnim baterije, tukaj razmišljam, tukaj se tudi nove ideje rojevajo, tako da tukaj se počutim res doma, pa razen mačke tukaj pravzaprav doben ne sedi. Tako da, torej bi lahko rekel za ta prostor, da je to tvoj prostor tukaj, ne? Ja, najboljše se počutim in moj prostor. Mogoče ali se oblikovanje in opremljanje stanovanja, pa mogoče ta umetniška dela medsebojno sta morda gledala na to, da se to medsebojno dopolnjuje, ker se tudi vidi, ne? Ampak vama je kdo to pomagal ali sta res vse imela v lastni režiji? Čist sam. Tudi potem, ko seveda so bili tukaj tudi ljudje, ki se malo spoznajo na dizajn, ampak nisem kaj dosti upošteval. Ja, verjamem. Sem rekel, da to potem nisem več jaz. Ja. Pol ni to več moje. Ne idejno, ne karakter mora priti, ne, sigurno, do izraza. In recimo, tudi ti, ko si prišla, si rekla, kdo vam pa čisti, a to je vsak dan tako pospravljeno. Ja, to žena, moram priznati, nima več čistilke, tudi ne želiva. Ja, mora biti neka srce, neka duša vsega skupaj in se prepleta, ne? Recimo fotografije, potem pohištvo, ti tramovi, ki so jih prej omenila, recimo stopnice speljane v zgornjo nadstropje. Se nekako, celo stanovanje se prepleta med tem, da obstane in postane neka super celota. Ja. Kaj pa mogoče, kateri kos pohištva ti je najljubši? Jaz se sploh več ne upam povedati. Spet smo pri tem mojem fotelu. Ne vem, jaz sem si ga takrat nekje nagledal in so ga po naročilu potem tudi naredili. Po naročilu. Sem rekel, da ne želim nekje, da je kdo že gor sedel zaradi energij, ker dam dosti te energije. In so ga potem zame in sedežno potem tudi naredili. Prav po naročilu. Po naročilu, ja. Super. Tako. Zdaj se približuje praznični konec leta, ne? Mogoče bi nam lahko delil, če imate kakšne plane za konec leta, verjetno boš po koncertih. Ja, jaz za vikende sem na odru, med tednom pa potujemo. Zelo radi potujemo. Jaz tako rečem, da grem zelo rad domov, pridem in potem preden se sestavim, ne, da pridem malo k sebi, traja mogoče kakšne 3-4 dni. Drugače pa vse prazniki, ki pravzaprav prihajajo, so družinski. In mi smo zelo radi doma. Naš dom je naš dom, dobesedno in svet. In mogoče ravno zaradi tega, ker sem dolgo čakal na ta prostor, v katerem živimo, dolgo hrepenel, dolgo delal konec koncev za to, toliko bolj cenim in toliko zelo rad sem doma. Tako da ti družinski prazniki doma, načeloma bomo pa tu in tam. Ja, mogoče kakšna posebna dekoracija potem pride tukaj za Božič? Ja, no tukaj pa malo priznam, da je žena tista, ki ima glavno besedo pri dekoraciji. Pa drugače tudi sodelujem z cvetličarno, ki pride okrasiti stanovanje. Lani smo imeli prvič pravo smreko, tudi če so iglice malo letele, ne, ampak tukaj na tvojem mestu? Tukaj na mojem mestu je smreka, pa letos tudi pridejo nove jaslice, ki so tudi posebej za našo družino izdelane. Tako da morate priti še enkrat posneti. Vidim, da imaš torej same unikatne kose, stol, ki so tega naredili po naročilu, sliko, ki jo gledamo, slika je res krasna. Še mogoče kaj tak posebnega? Mogoče še lahko izpostavim, ne vem, kopalnica je bila
tudi smo zelo dolgo opremljali, zelo dolgo delali tudi ne vem, te ploščice, recimo, ki so bile izdelane potem v Italiji, spet posebej za mojo kopalnico. Potem lahko še izpostavimo Ireno Polanec, ne, ki je mariborska umetnica. Jaz jo imam zelo, zelo rad, tudi nekaj njenih umetnin imam v stanovanju. Ja, smo videli. Tako da, ja, pač na tak način funkcioniram. Tudi se ne zapičim v nekaj, pa grem takoj nabaviti. Jaz želim, da to zori, da prespim in potem se nekako odločam, kaj točno spada v stanovanje in kam, tudi to zelo razmišljam. In tudi kam, ja. Zdaj, ko pridemo do tvojega stanovanja, je že tudi fascinanten sam vhod, ne? Te pričakajo gromozanska vrata. Jaz bom rekla, da večinoma pri hišah takšna vrata vidimo, torej to verjetno bilo po naročilu, posebej vse skupaj narejeno. Ja, po naročilu. Pravzaprav veliko podjetij mi je zavrnilo naročilo vrat vhodnih, zato ker so rekli, da je nemogoče pravzaprav narediti takšna vrata, ki jih res vidimo ponavadi pri hišah. Ne? Ja. In sem kar dolgo iskal. Primernega kandidata za to, da mi vhodna vrata naredi, in sem ga tudi našel. To je ta vztrajnost, o kateri sem prej govorila. Vztrajen sem pa zelo. In tako, da se res so malo bolj posebna, no, ampak ponavadi jih res vidimo na hišah. Nekaj morda, da še rečemo o tem, da ima svojo sobo tudi muca. Ja, naša mačka je tukaj razvajena, to je grozno. In smo rekli, kaj pa naj še za eno sobo naredimo, ki je bila malo viška. Se tu zdaj mi ne govorimo o veliki sobi, ampak je pa sobica, v katero bi še lahko kaj zložili. Pa smo rekli, no, pa nema tu sobo mačka. Tako da mačka ima svoj prostor. Ja, teda tudi mačka kraljuje z svojo sobico. V glavnem, v zgornjem delu smo videli tudi, imaš, bomo rekli, delovno sobo, ustvarjalno sobo. Tako, takrat, ko pa so resne zadeve, ko imam kakšne sestanke, pogovore, takrat se pa rad umaknem. Jaz sem želel, iskal sem prav stanovanje, da se lahko umaknem. Ker zdaj vsi svetovni umetniki rabimo svoj mir. Ne? Ja, res je. In sem rekel, jaz, ko se bom selil, rabim vsaj 5-sobno stanovanje, da se lahko umaknem in res imam svoj prostor. Ne? In tam tudi ustvarjalno, delovno, sestanki, pogovori, imam svoj mir. Rabim prostor za delo. Tam ustvarjajo potem tudi kakšne pesmi, mogoče kakšni novi prihajajoči hit? Ja, nastaja. Zdaj dosti še ne smem izdati. Malo nam samo kaj. Ja, ne bom sam. Evo, to lahko povem. Spet se pripravlja nekaj v sodelovanju z neko glasbeno skupino, več pa ne smem izdati. Se pa zelo, zelo veselim tega projekta, ker sem prebral besedilo, mene zastala kri. To bo hit. To bo hit. Ja, moramo reči, da zadnja leta, ko te spremljamo, bolj ali manj vse pesmi, ki jih daš ven, so hiti, ne? Ja, moramo se zavedati, da realno gledano v Sloveniji večmilijonski ogledi na mojih pesmih. Od Šoka naprej, Božička, Mrcine, to so pravzaprav res veliki hiti. Ne? Moramo se pa zavedati tudi to, da kdaj kakšna pesem ni hit. Ker to je življenje, ker publika ne more in ni realno, da ti sproduciraš vsako leto en hit. To ni realno. Ni ga človeka na tej zemeljski obli, ki bi lahko to naredil. Ker publika pove zadnjo besedo. Meni je mogoče res v zadnjih letih ratalo, da je vse, česar se dotaknem, postane zlato. Ja, sej, zdaj ravno razmišljam, je realno. Ja, ampak stremimo pa k temu res, da delamo za publiko, da se jaz sam dobro počutim v tem, kar delam, da so mi besedila predvsem pisana na kožo. Saša Lendero, Miha Hercog sta naredila čudež z besedili. Pa fino je tudi, da se osebno dobro razumemo, poznamo, da vejo, kaj publika pričakuje od mene in da je rdeča nit Murka, da ostane pač zabava, smeh in dobra volja. Ja, tako da jaz mislim, da ti to super uspeva, ne mislim, ampak vidim in vem, da res moram ti čestitati za eno res tako super pot, ki v bistvu daješ s tem zgled ljudem, da je res vse mogoče. Ne? Ja, vztrajnost. Vztrajnost pa vera vase, pa vera v družino, v najbližje, seveda prijatelji, ki ti stojijo ob strani in to, da je vse mogoče, če sanjaš,
hrepeniš, in jaz vedno rečem, da brez sanj bi jaz umrl. Jaz vsak dan, ko se zbudim, začnem komaj sanjati. Zanimivo. Ja, zanimivo. Mislim, res te je fajn poslušati, ker vidiš res, da razmišljaš malo drugače kot večina ljudi, ne? In to te tudi dela. Ja, to me dela posebnega mogoče. Pa zelo nerad imam tudi te pogovore, preveč resne pa normalne si je na redkih. Zato, ker se preveč odprem. Ja. In me spoznajo v drugi dimenziji ljudje, ampak se konec koncev vsak ima dve plati, pa še to je meni zelo, zelo pomembno v mojem poslu, da ločim privat življenje od javnega. Ker doma za 4 stenami sem oče, mož, na odru sem pa od publike. In to je, težko je ločiti, ampak mislim, da mi je tudi to v zadnjih letih uspelo. Ja, mislim, da ti super uspeva. Ne? Tudi v svoj dom ne spustiš, mislim, kogarkoli. Teda smo res veseli in hvaležni, da smo lahko danes bili tukaj pri tebi, v tem res prijetnem vzdušju. Za na konec bi morda še delil z gledalci kakšno misel, zaključno ali kaj podobnega. Ja, moja življenjska misel je pravzaprav ta. Živi in pusti živeti, živi svoje življenje in ne sosedovega, ker samo tako lahko dejansko najdeš svoj mir v duši in živiš res to, kar sva rekla, se pravi svoje sanje, svojo vizijo lahko, predvsem, če se ne ukvarjaš z drugimi in ni nekih motečih faktorjev v tvojem življenju. Super, hvala ti še enkrat, da smo lahko danes bili tukaj. Vse lepo, tudi zdaj, glede na to, da je že december pred vrati, bomo veseli tudi, če boš nam kakšno slikico poslal božičnega vzdušja. Hvala ti še enkrat in se vidimo. Srečno.